Lepo pozdravljeni v rubriki Znano o neznanem. Se lahko okužimo z virusom neumnosti? Gotovo se lahko okužimo z raznimi boleznimi po neumnosti. To je zaradi nepazljivosti ali neupoštevanja opozoril, kar je vsekakor neumno dejanje. Toda ali lahko zaradi okužbe z virusom postanejo neumni? Raziskovalci z ugledne medicinske šole John Hopkins in Univerze v Nebraski v ZDA prikimavajo. Nedavno so odkrili, da virus ATCV1, ki napada zelene alge, to je tiste, ki jih pogosto vidimo v vodi, tule pa pod mikroskopom, lahko prizadene kognitivne funkcije v miših in ljudeh. Seveda, če se okužimo z njim. Do nedavnega so bili sicer prepričani, da ta virus zelenih alg ne more preiti na ljudi. A v raziskavi o mikrobih v grlu ljudi so povsem po naključju odkrili, da se ta virus nahaja tudi v grlu nekaterih ljudi. DNK v njihovih grlih je namreč sovpadala z DNK tega klorovirusa. Virus tam, kot je še pokazala raziskava, škodljivo vpliva na kognitivne funkcije posameznika. Tem se zaradi delovanja virusa skrajša čas pozornosti, poslabša pa se jim tudi prostorska osveščenost. To naključno odkritje znanstvenikov, o katerem so poročali v ugledni reviji Proceedings of the Natural Academy of Sciences, je še zlasti pomembno, ker gre za prvi primer, ko so raziskovalci dokazali, da so mikroorganizmi sposobni sprožiti tako subtilne psihološke spremembe v človeku, ne da bi hkrati celovito napadli človekov imunski sistem. Znanstveniki sicer še ne vedo, kako ta virus okuži ljudi. Gotovo se človek z njim ne okuži že zgolj zato, ker gre plavat v jezero ali ribnik. Zato je odveč strah, da se bomo okužili med kopanjem v jezeru. V študiji, ki je razkrila delovanje tega virusa in njegovo prisotnost v ljudeh, so raziskovalci analizirali virome v vratu 92 zdravih udeležencev raziskavi. Virus ATCV1 so odkrili v slabi polovici oziroma 44% udeležencev. Pri nadaljnji meritvi hitrosti in natančnosti reagiranja možganov udeležencev v vizualnem procesiranju in v času trajanja pozornosti so tisti udeleženci, pri katerih so našli virus, imeli za 7 do 9 točk slabše rezultate od tistih, ki tega virusa niso imeli. Da bi natančneje ugotovili, kako ta virus deluje na slabšanje kognitivnih sposobnosti, so raziskovalci s tem virusom okužili prebavni trakt miši. Ko so te miši potem spustili v labirint, so se v njem precej teže znašle, kot so se znašle neokužene miši. Podrobnejši raziskavi so ugotovili, da je virus v miših uspel priti v njihov hipokampus in je tam vplival na gene, ki so odločilni za spomin in učenje. To odkritje opozarja, da utegnejo mikroorganizmi močneje vplivati na naše telo, kot smo bili do zdaj prepričani, pa tudi drugače. Za boljše razumevanje njihovega vpliva na nas so potrebne nove raziskave. Že zdaj pa lahko rečemo, da se odpira nov pogled na viruse. Ti nas ne le okužijo, naredijo škodo, večjo ali manjšo, in nas nato zapustijo, kot storita virus gripe ali ebole, pač pa lahko zavedno zmanjšajo naše kognitivne sposobnosti.